Podstrešno stanovanje v središču Ljubljane je nastalo v okviru zanimive zgodbe. Ta pripoveduje, da lahko sodelovanje več lastnikov celotnega podstrešja večstanovanjske stavbe privede do rešitve, ki je ugodna za vse. Mansarda po zaslugi ustvarjalne ekipe arhitektov ponuja izvirno razporeditev prostorov, ki maksimalno izkoristi podstrešni prostor. Prostor pod streho starejšega bloka sicer meri okoli 90 kvadratnih metrov, vendar je zaradi strešnega naklona v resnici uporabnih le okoli 60 kvadratnih metrov. Tolikšna je površina stanovanja s stojno višino. In vendar prostor vzbuja vtis, da je bistveno večji. Kako so arhitekti to dosegli, pa si je vredno ogledati. To je ena lepa zgodba te skupnosti, mogoče teh stanovalcev hiše, ki so se dogovorili, da bojo odprodali podstrešne prostore, zato da bojo z tega tudi financirali obnovo strehe in fasade. In po nekem srečnem naključju so se trije lastniki spodnjih stanovanj odločili, da bojo oni odkupili vsak nad svojim stanovanjem podstrešne prostore in jih potem preuredili v bivalno. Dve stanovanji sta se na novo uredili, eno je pa dupleks, je pač se razširilo spodnjo stanovanje na podstreho. Kaj je bilo prej v tem podstrešju? Je bilo prazno ali čemu je bilo namenjeno? To so bile shrambe od stanovalcev, pač te drvarnice, ki niso več služile svojemu namenu in je bilo pač to neka odvečna površina hiše. Tudi sicer se nam zdi, da je pač tu primer neke zanimive obnove oziroma neka zgoščevanja mesta navznoter. Kako pač izkoristiti neke prostore, ki so običajno se nam zdijo neprimerni za bivanje, pa se jih da v resnici preurediti, tako da so čisto prijetni. Posojali so si delovno ekipo ali pa tudi svoje znanje. Skupaj so se odločili za pridobivanje gradbenega dovoljenja, da je bil to en postopek. Tako da je bilo vse za vse v bistvu lažje, hitrejše, verjetno tudi nekoliko cenejše. Vtis prostornosti tega stanovanja so arhitekti dosegli z več prijemi. Servisni prostori so umeščeni v sredino prostora in zato dostopni z vseh strani. Tako ni potrebe po hodnikih in vratih, hkrati pa so ohranili višino, ki sega do slemena. Mogoče je to tudi en dokaz, da ne šteje samo površina, ampak tudi volumen stanovanja, ne? Kaj vas je vodilo k temu, da je pravzaprav ta osrednji blok tisto, kar najprej zagledamo, zravno pa ravno zaradi njega toliko občutka te prostornosti? V začetku je bila v resnici tle ena dodatna omejitev, razen tega, da smo pač na podstrehi, je bilo v resnici tudi nek dimnik, ki se ga ni dalo prestaviti, tako da smo v resnici okrog njega organizirali celo bivalno površino oziroma cel tloris. Neka napaka oziroma nekaj, kar ni bilo v redu, smo obrnili sebi v prid oziroma v tem primeru naredili tukaj neko jedro, znotraj katerega je na to strani recimo kuhinja, z druge strani je kopalnica, potem je še pralnica in pa sanitarija z tretje strani. Okrog tega je pa v resnici vse en odprt prostor, naprimer ti, ki so trenutno tukaj doma spijo gor na podestu, se pravi zlezijo po lestvi pol oziroma celo etažo višje in so pač nastanjeni gor na podestu, kjer imajo svojo poslo, imajo pa tudi dodatno okno, tako da zjutraj, ko vstanejo, lahko pogledajo, a je dež, a je sonce. Fasada oziroma tudi konstrukcija tega otoka je precej enostavna. Večinoma je to, sta dva sloja vezane plošče in vmes lesena nosilna konstrukcija. Tukaj smo gledali na vsak centimeter debeline, že z razloga, da ne bi to jedro preveč zraslo in da nam ostane čim več prostora. Zato je WC preračunan na neko minimalno širino, prostor, kjer je plinska peč in pralni stroj je dimenzioniran na širino pralnega stroja. 4 strešna okna odpirajo pot svetlobi v stanovanje. Poleg teh so arhitekti našli rešitev za vgradnjo manjšega balkona. V bistvu smo uspeli klasično frčado spremeniti v balkon. Niti ni neka večja površina, ampak že sam ta možnost, da stopaš nekako na okensko polico, je velik korak od nekega klasičnega okna. Poleg vgradnje otoka na sredini so ob ureditvi podstrešja izvedli še več drugih posegov. Umaknilo se je pač te stare obstoječe deske in se jih je pač nadomestilo z nekim estrihom in potem finalnim tlakom. Če gremo naprej, pač ohranilo se je obstoječo konstrukcijo leseno, tako da se je cela sestava strehe tudi prenovila, se pravi vključno z izolacijo, z vsemi knaufi in pač dodale so se ta 4 večja okna oziroma 4 polje oken. Pol pa pač seveda tle naprej pa tudi vse inštalacije, na novo so se postavile pač vodovodne in strojne inštalacije, no ogrevanje recimo talno v tem primeru. Kje so pa shranjevalne površine, pol tisto, kar vedno rečemo, da jih ni nikoli dovolj?
Nekaj jih je, njih pa prav veliko, no, ker je pa tam zadaj en boks, kjer se nahaja recimo neka garderobni prostor, no, tako da tam je precej enih shranjevalnih površin. Zanimalo nas je, kolikšen je bil znesek stroškov, da je lastnik nekdanje drvarnice na podstrešju uredil lepo prostorno mansardo. Stroški prenove so bili v tem primeru relativno nizki, sploh zato, ker je marsikaj naredil naročnik oziroma lastnik stanovanja sam. Tako da je bila ta prenova recimo precej bolj dosegljiva kot neka novogradnja ali pa neka temeljita prenova stanovanja. Čeprav je bilo v bistvu prazno podstrešje, pa bi si mislil, da je tukaj več stroškov z dokončanjem. Mislim, da je bil takrat, to je zdaj sicer že 3 leta nazaj, da je bil proračun za prenovo nekih 70-80 tisoč evrov. Arhitekt Blaž Kandus je poudaril eno od načel, ki jih upoštevajo pri svojem delu. Nekaj, kar si tudi mi kot arhitekti želimo zasledovati ali pa nas bolj zanima v arhitekturi, so prenove in zgoščevanje, da poskušamo čim manj prostora pozidati, čim manj vpliva imeti na prostor. Zato so tovrstne prenove ena lepa priložnost in jih je precej. Moramo se zavedati, da takšnih podstreh je še tako v Ljubljani kot v Sloveniji nič koliko. In takšna zgodba, kjer bi imelo tega tako nekaj stanovalci v hiši kot novi potencialni stanovalci, je še precej. In te priložnosti bi mogli prepoznati ne samo mi arhitekti pa lastniki hiš, ampak mogoče tudi država oziroma neki spodbojevalci tega, da bi bil to neka sistemska rešitev.